Razgledi in razmisleki. Vaš film Kdor ne skače je refleksija o športu, spominu in identiteti. Ste otrok staršev različnih narodnosti in, kot poveste že v uvodu filma, ste se spraševali, ali ste začeli v mestu, to je Zenici, kjer je bil prevladujoč šport nogomet, smučati zato, ker je bila mama Slovenka, ali pa obstaja tudi drugi razlogi. Ste od nekdaj želeli snemati, posneti film o tej temi? Pa ne, saj tako kot večina tem, s katerimi se ukvarjam, nikoli ni to stvar enega momenta in ene velike ideje, zdaj bom pa posnel film. Vedno so to neke male stvari, ki se pač počasi zlagajo na neki tekmi, vidiš nekaj v baru, slišiš nek drug dialog. Je pa seveda osnova ta in morda to, da pač sem v nekih letih, ko ljudje reflektiramo svoje življenje za nazaj, razmišljamo o teh nekih stvareh, da je pač to ena zanimiva stvar v mojem življenju, to, da sva v bistvu oba z bratom trenirala smučanje v mestu, kjer so vsi igrali nogomet. Ne. Mislim, da je takrat v moji starosti je bilo 7 različnih sekcij nogometnega kluba, ne. V celotnem smučarskem klubu Zenica takrat nas je pa v vseh kategorijah, torej od 7 let do 20, nas je pa smučalo 10. Ne. To je zgovorno. No, vprašanje o identiteti, o narodni zavesti in nacionalizmu je seveda lahko družbeno-politično, filozofsko, osebno, skratka gre za pomembno temo. Se danes premalo sprašujemo o njej? Verjetno, ne. Mislim, danes, če iz te perspektive gledamo, če gledamo iz neke perspektive družbeno-političnega, vse je danes politično. Politično je, kjer avto vozimo, politično je, kje se oblačimo, da ne rečem, da je seveda politično, kaj govorimo. Ne. In tukaj šport seveda ni izjema. Glede na to, da imajo pa športni dogodki tako širok auditorium, ne, se pravi takšno število gledalcev, je pa seveda krasna platforma za to, da se ga tudi izkorišča, se pravi, da se manipulira z določenimi stvarmi in tako naprej. Ne. Je pa seveda tudi šport zaradi te osnovne tekmovalnosti, če hočete prvinskih nekih nagonov, je seveda platforma, ki vzbuja največ čustev. Ne. In tam, kjer so čustva, je potem seveda tudi politika. Ne. No, v razmišljanju o filmu sem se nehote spomnil na Wisemanov film Jackson Heights, v katerem govori o vprašanju soobstoja raznolikosti v predelu newyorškega Queensa in tudi o težavah povezanih s tem. No, njegova metoda je nekako filozofska. Ta svoj film, Kdor ne skače, pa ste zastavili zgodovinsko. Začnete že z 19. stoletjem. Zakaj je pravzaprav ta zgodovinska perspektiva v tem primeru in sploh na tem našem geografskem področju pravzaprav pomembna? Tukaj bi rad izpostavil 2 stvari. Ne. Predvsem, ne, da ta nek mit, ki nam ga tudi poskušajo prodati o 1000-letnem snu o slovenski državi, da to je mit, ne, in nima veze z resničnostjo, ne, da pač Slovenci kot narod se začnemo dojemati v 19. stoletju, se pravi spomladjo narodov, z enim, bi rekel, vse evropskim gibanjem, kjer se narodi nasplošno začnejo spraševati o sebi. Ne. Drugo je pa to, ne, da pač se identitete vedno gradijo v odnosu do nekoga drugega. Ne. In takrat, ko del najprej avstrijske in potem avstro-ogrske monarhije, ne, se seveda začne pojavljati ta odmik. Zato je bilo treba v filmu tudi to zelo jasno postaviti. Ne. Se pravi, kje se je v bistvu vse začelo in posledično, zakaj smo Slovenci potem počeli določene, se pravi ta mit, da je to neko pohodništvo, se pravi
plazenje po gorah, če smem tako reči, da je to nekaj, kar obstaja že milijone let, kar je v našem genu. Ne, to je bil takrat pač odziv, ne, vsej v filmu imamo Boj za gore, ne, kjer je pač bilo vzpostavljeno izključno zato, da se naredi ta razlika do Avstrijcev oziroma do nemškosti. No, tukaj bi omenil še enega režiserja, sicer islandskega režiserja Grímurja Hakonarssona. On je ob svojem igranem filmu Ovna rekel, da so imeli Islandci težavo s svojo identiteto. Kdo pravzaprav so, ne, v tem skandinavskem svetu, in je tudi zato hotel posneti nekaj značilno islandskega in to pravzaprav našel v tej obravnavani tematiki, ne, dveh bratov, ovc in tako naprej. No, in zdi se mi, da je Slovenci podobno. Nekako ne ujamemo čisto zares te svoje identitete in seveda velikokrat jo gledamo samo per negacionem, ne, kar je v filmu zelo lepo ponazorjeno, ravno s primeroma smučanja in nogometa. Kako je pravzaprav s to slovensko identiteto? Nekaj je verjetno hotenje, kaj naj bi ta bila ali pa kaj bi lahko bila, drugo je pa realnost, ne? Ja, in tudi se pravi zgodovinsko gledano, ne, če rečemo, da se je prvi odmik dogajal v razmerju z nemškostjo in drugi odmik če hočete, od Balkana oziroma od Jugoslavije oziroma od bivših republik nekdanje države, ne, smo danes spet v enem zelo zanimivem momentu. Se pravi, svoj čas smo brisali povezave z nemškostjo, ne, nismo želeli, da nas nič od tega povezuje z nemškostjo, potem nismo želeli, da nas nič povezuje z Balkanom. Pa vendar je bilo zanimivo, da ob uvrstitvi lanskoletni ali predlanskoletni na Evropsko prvenstvo v nogometu, ne, kjer je pač slovenska reprezentanca nastopila, se je v časopisu Dnevnik pojavil velik naslov. Slovensko reprezentanco krasi nemška disciplina in balkanska igrivost. Se pravi, ali smo mi zdaj že na tej stopni, da smo prerastli ta odmik, ne, in da v bistvu dopuščamo, da so pač naši vplivi z večjih strani, ne, da se ne rabimo. In to zdaj odpira vprašanje, ne, od koga se bomo pa zdaj naprej mi želeli spet distancirati. Ne. Ali je zdaj to ta nova zveza Evropska unija, v kateri smo 20 let, se pravi neka spet mlada skupnost držav za nas, ne, ali se bomo pač v prihodnosti želeli tukaj delati to diferenco in se vzpostavljati, oziroma, da bom mal provokativen, ali se to morda danes na določenih polih političnega spektra že dogaja. Ne. No, šport, ki lahko seveda pomembno generira identiteto nekega naroda, pa je, kot sem že prej rekel, lahko tudi generator nacionalizma. Kako bi predelili to dvoje, skratka narodno zavest na eni in nacionalizem na drugi strani? Tu najbolj prehajava na področje etike. Ja, jaz mislim, da se tudi film sprehaja po tej tanki liniji, se pravi, bom uporabil pozitivno domoljubje je ena stvar, ki se lahko ob navijaštvu razvije, se pravi, in kje morda to pozitivno domoljubje preide v nacionalizem, ne. Ampak jaz vseeno mislim, da športni uspehi so efemerni, ne. Imajo pač zelo kratek vpliv na narodno zavest, razen če iz njih ne nastane mit. Mit se potem lahko prenaša iz generacije v generacijo, ampak vidimo, da to v tem primeru temu ni tako, ker današnje generacije, Bojan Križaj, Mateja Svet, to, kar je za nas, bi rekel, starejše, danes mi to podoživljamo, proizvaja pri nas neke izjemne čustvene odzive, nostalgične, sentimentalne in tako naprej. Novi generaciji to ne pomeni nič, ne. Se pravi, ali
šport lahko ali športniki lahko postanejo mitske figure. Ta odgovor bomo morali še počakati, ne? In koliko lahko vplivajo dolgoročno na nacionalno identiteto, sicer pa mislim, da je to zgolj nek začasen element, ker zdaj, ne, da spet malo provociram, tekme se v glavnem dogajajo čez vikend, ne, ker smo vsi malo sproščeni, ampak v ponedeljek zjutraj je pa treba iti v službo in se pojavijo čisto neki drugi problemi, ki nimajo več veze s tem, kdor ne skače, ni Slovenc. Ne. No, pri scenariju film ste sodelovali z Esadom Babačičem. Kako je pravzaprav potekalo to sodelovanje? On verjetno ima tudi podobno ozadje kot vi. Ja, tukaj je zdaj treba povedati to. Z Esadom sva sodelovala v eni zelo zgodnji fazi, kjer mi je on v bistvu zelo pomagal v smislu dialoga, ja, da sva te pač kakorkoli, da je to podobna zgodba, je le različna, ne. On je le rojen v Sloveniji in njegova zgodba po tej plati čisto druga. Tako da je v bistvu na koncu je on ostal kot sodelavec na scenariju, ampak zgodba, ki sem jo na koncu povedal, je v bistvu nastajala brez njega. Je pa on bil en zelo pomemben element, ravno zato, da sva si spet, če hočete, diference, ne, da sva si lahko te neke različne vplive podajala in seveda v filmu je tudi en njegov prispevek o nogometu, glede na to, da je on delal kot novinar za nacionalno televizijo, je naredil kar nekaj zanimivih prispevkov o slovenskih športnikih in o slovenskem športu in konec koncu o nekih njihovih družbeno-političnih, če hočete, elementih. Kaj pa recimo, ko ste posneli ta film in zmontirali in zdaj, ko bo začel svojo pot po svetu, ste si odgovorili potem na tisto začetno vprašanje, ali obstajajo tudi še kakšni drugi razlogi za smučanje v Zenici? Pa sigurno obstajajo, ampak glede na to, kot ste rekli, da to postavljam vprašanje, da je to vprašanje postavljeno v filmu, bomo seveda počakali, da tudi gledalci morda na njega dajo odgovor. Ne bi želel tukaj odgovarjati na to. Film Kdor ne skače seveda je film o identiteti, kot smo rekli, hkrati pa seveda tudi bistveno film o športu, ki je nekakšen orientir, ne? Kako pravzaprav dojemamo identiteto, pravzaprav je v tem celotna zgodovina tudi naše nekdanje države. Mogoče še nekaj na to temo. Ja, šport je v bistvu za film je zelo zanimiv, ker je to en redkih prostorov, kjer lahko vidiš narod v živo, ne? In njegove reakcije. Ne v parlamentu, ne v knjigah, ne v nekih oddajah, ne. Tukaj je ta neposreden stik z odzivi, z tem čustvenim elementom, je pač največji, ne. In zato je pač šport in posledično seveda športni uspehi in neuspehi, ne. Tukaj seveda je zanimivo povedati, da imamo Slovenci vedno pripravljen odgovor, ne. Če izgubimo, rečemo, sej smo majhen narod, ne, sej nismo mogli tekmovati s temi, ki imajo veliko denarja, ne, in tako naprej. Če zmagamo, pa rečemo, poglejte, kaj zmore majhen narod, ne. Se pravi, ta element, če hočete, dramaturški, ne, ker po koncu vsake tekme se zgodi katarza, ali je ta pozitivna v veselju ali negativna v žalosti, je v bistvu irelevantno, ne. Glavno je, da se katarza kot taka zgodi. Tako da, ne, imamo na to Slovenci vedno pripravljen odgovor. Je pa zanimivo, ne, da na športnih prireditvah se lahko ta identiteta kaže tudi, bi rekel, skozi neke banalne in trivialne izjave. Zadnjič sem bil na eni košarkarski tekmi, kjer so naši, seveda naši v navednicah, je bil naš klub, ni bila naša reprezentanca, kjer so vodili in je bila cela dvorana zelo euforična, da ne rečem tak, kdor ne skače, se je dogajal vse splošno. Tik poleg mene je pa en gledalec drugemu rekel, super je tole vse, ampak veš, parkirišča so pa katastrofa, ne. Se pravi, spet imamo ta nek element
ne. Eno je šport, ne, drugo je pa realnost, ne. Ker on je v tistem trenutku, ko smo bili v tej dvorani vsi euforični, razmišljal, kako bo pol moral iti do avta in kako pač zaradi neurejenosti, ne vem česa, ne bo mogel priti ven. Ne. Se pravi, to realno življenje versus šport je vedno prisotno, ne. Je pa primeren, bi rekel, medij, kako razmišljati o identiteti, ne? Konec koncev, mi smo športni narod, ne. To je treba povedati. Zdaj vzroki za to, zakaj je temu tako, o temu tudi, se pravi, govori film. Ampak zanimivo tukaj v smislu športa in športnih uspehov je tudi to, ne. Se pravi, koliko časa smo Slovenci potrebovali, da smo postali evropski prvaki v košarki, ne. Vedno smo bili blizu, vedno je bilo nekaj, leta in leta so trajala, da bi leta 2017 ne, postali evropski prvaki v košarki. Po drugi strani imamo pa tudi recimo to linijo, pa bom zdaj jo spet skozi košarko pelal, velja pa tudi seveda za druge športe, ne. Koliko časa Marko Milić, mislim, da je bil prvi slovenski košarkarski igralec, ki je šel v NBA, pa mu ne želim delati krivice, ampak je igral neko stransko vlogo, se pravi, bil je v timu, prihajal je morda noter za nekaj minut in tako naprej, ne. Da bi leta in leta kasneje, ne, najprej z Goranom Dragićem, ne, prišli do nekoga, ki ni več samo nekdo, ki pomaga, ampak je vodja ekipe, kar seveda danes kulminira v zvezdo svetovnega formata Luke Dončića, ampak po drugi strani imamo v kolesarstvu, in ista zgodba, ne, smo imeli kolesarje, ki so bili pomočniki, celo Armstrong, ne, in tako naprej, vedno so igrali neke vloge. Trenutno imamo pa Rogliča in Pogačarja, ki sta vodji svojih ekip, se pravi, ali je to tudi povezano, to zdaj postavljam seveda kot vprašanje, ali je to tudi povezano, da smo Slovenci znotraj svoje države v športnem smislu morali dozoreti v tem smislu, da so se nove generacije lahko vzpostavile s to samozavestjo, mi smo vodje in ne več mi smo tisti, ki zgolj nekomu, ki največjim zvezdam pomagajo. Hvala za ta pogovor in srečno s filmom. Ja, hvala vam. Razgledi in razmisleki.